Začelo se je pri mojih 19 letih, ko sem šel v podjetništvo. Najprej sem bil sam, nato pa sem videl, da sam ne zmorem vsega in da potrebujem ekipo. In še večjo ekipo, in še večjo ekipo. Najprej smo rasli počasi, v zadnjih letih pa je številka na hitro skočila na 40 sodelavcev in postali smo pravo malo podjetje. Spremeniti je bilo treba način dela, da se vsak počuti dobrodošlega. In kava z direktorjem je bila prvi korak. Kava z direktorjem je odlična priložnost, da na 4 oči poveš vse, kar te leži na duši. Od tega, kaj bi v našem podjetju spremenil, kaj ti je všeč. Menim, da sem zaradi vseh teh mojih pogovorov z Miho lažje napredoval do nekoga, ki sedaj samostojno vodi ključne projekte v našem podjetju. Zdaj sem zaradi tega vsak teden na udaru na naših WhatsApp sestankih. WhatsApp sestanek, ki je naš tedenski sestanek, kjer se vsi skupaj zberemo na kavču pa na precej polhnem hodniku, malo pogledamo, kaj se je v tem tednu dogajalo po ekipah, če smo kaj zanimivega novega naredili, pa tudi, če je mogoče kdo kaj zafejlal, da se tudi z tega lahko kaj naučimo. Ravno zaradi lažjega deljenja znanja smo uvedli našo prakso Let's Boost. Let's Boost je program prakse, v katerem praktikanti ne prelagajo papirjev, ne kuhajo kave, ampak se učijo na resničnih primerih. V tem programu sodeluje tudi neprofitna organizacija, ki ti študenti pomagajo, tako da jaz bi temu rekla, da je to win-win za obe strani. Vse to se zaenkrat smatra kot nekaj posebnega. Ampak naš cilj je, da to postane standard. Da služba postane orodje tako za karierno, kot tudi osebnostno rast. S tem mislim, da lahko postavimo nove temelje za nove podjetniške kulture.